Veseljakov VIP petek. Z Janjo in Nejca. Ja, res, lep dober dan in danes je z nami mladenič, ki mu pripisujemo izjemen pogum, odločnost, ustrajnost. V žepu ima zmago mladinske skakalne reprezentance, v žepu ima tudi olimpijsko medaljo, ukvarja se športom, ki je Slovencem že davno zlezel pod kožo. Ja, z nami je 27-letni skakalec, ki se je sobo, kuhinjo in kopalnico delil s še s tremi izjemnimi skakalci in skakalko, se vsi izhajajo iz istega gnezda. Današnji VIP gost je Cene Prevc. Cene, en lep dober dan, dobrodošel na Veseljaku. Ja, Dobrodošli. Prav tudi vama. A se zmenimo že na začetku, zdaj skakalce se vika, to je apropo, a ne? Ok, čiste stvar, ja, spoštovane. Jaz vsega začnem vikati, ampak mislim, da bomo mi tukaj zelo preživeli toliko časa skupaj, da se bomo čisto prehitro mi zmotili. Tako da tudi jaz predlagam, da se kar začnemo že v štartu tikati. Bi te pa kaj popravil. Sobo sem si mogoče delil z enim bratom vsake toliko časa, drugače z vsemi pa ne naenkrat. Ne naenkrat. Ja, imate doma mizarstvo, pa ste imeli vsak svoje pohištvo, vsak svojo sobo, a ne? Ja, to je zelo zmotna zadeva. Ja. Nimamo mizarstva doma. To je zelo fenomen, da kar vsi tudi kakšni, ki nas že leta poznajo, mislijo, da imamo doma mizarstvo. Ne, ti je trgovec s pohištvom. Večinoma produkte od Alplesa in še marsikatere druge. Praktično pravim, da k njemu prideš in ti upremi celoten dom, razen kuhinje in razen WC-ja in kopalnice. In s katerim si delil ti občasno sobo? V štartu s Petrom, pa kasneje je Peter malo zrašil še z domno nekaj časa. Potem ste šli pa vsak na svoje, ne? Ja, pri določeni starosti si zaslužil, da si dobil svojo sobo. Ja, pa zdaj imaš pa tudi svoje stanovanje, mislim, ne živiš več doma? Sva s punco nekje na lepšem, ravno toliko, da imava nek prostor zase, je pa še vedno zelo blizu doma. Ja, Cene, mi se danes res veselimo, da bomo s tabo poklepetali. Slovenci smo res navdušeni, navijači skakalcev, občudujemo vaš pogum, vedno spremljamo, držimo pesti, jokamo zraven, se veselimo z vami in danes imamo res nešteto vprašanj o tem, kako se skakalci počutite, kaj vse počnete za to, da ste v takšni formi, kaj vse za to potrebujete, ker večina od nas nikoli v življenju ne bo stopila niti na vzletišče, kaj šele, da bi se po tistem spustili, nas pa vse zelo zanima, kako se počutite vi. Včasih se vprašam, kakšen navijač doživi še večjo euforijo, kot pa jaz sam. Na letalnici je to malo težje, ampak na tekmah, sploh tamle v Zakopanah, so pa kakšni navijači tako nori, da je kar zagledati. Je že tudi za vas predstava, ne? Smo Slovenci lahko zelo veseli, kaj imamo pa ta slovenski športni praznik v Planici, ampak moram priznati, da na Poljskem nas mogoče kar malo presežejo. Dobro, bomo šli enkrat pogledati, se bomo še kaj naučila, ne? Res je. Cene Prevc danes z nami na Veseljaku čez nekaj trenutkov. Vidimo, kaj je prinesel s seboj. Za 3 predmete smo ga prosili, kaj je prinesel, zakaj, kaj se za temi predmeti vse skriva. Čez nekaj trenutkov. Današnji VIP gost je Cene Prevc. Ja, in res ga imamo v naši sredi, Ceneta Prevca, in vsak naš VIP gost Cene prinese s sabo 3 stvari, ki so mu ljube, tudi ti si to naredil. Si me pa zelo presenetil. Ja, midva sva ostala oba brez besed. Brez besed sva ostala. Ja, tako bom rekel, ta prvo, ki mi je Janja napisala, naj si izberem 3 predmete, ki mi kaj pomenijo, to se pri meni ostalo. Jaz zelo sem človek, ki je mene stvar, pač vse to, kar imam s sabo, to sem zgolj prinesel, ker okoli tega lahko kaj razlagamo, kar mi bolj predstavlja kot neke vrednote v življenju mogoče, kot pa dobesedno fizične predmete. Fizične predmete, tudi če vse danes gori, vključno s temlo, ja, se spotirano, ampak bolj je to, kar je tudi ta olimpijska kolajna prinesla kot izkušnje, spomin in tisti osebnostni dosežek,
To je tisto veliko bolj kot šteje, kot pa fizični predmet, vse meni osebno. No, zdaj na mizi, da povemo, zdaj nekateri nas samo poslušate, tisti, ki nas še ne gledate, le prižgite televizijo Veseljaka ali pa na spletni strani veseljak.si, dajte gledam v živo. Olimpijsko medaljo imamo tukaj na mizi, lahko cene primeš v roke, tako da še kamera lahko to pokaže. Veste kaj, jaz jo lahko primem v roke vsak dan, zakaj je ne predam. Kakšna čast je tole. To je kolajna, jaz jo zdaj držim v rokah. To ima, koliko si rekel, pol kile? Ja, skupaj s paščkom ima tam 550 gramov. Smo dokaj hitro, ko smo prišli iz Pekinga, imeli manjšo stavo, kdo bolj točno zadane. Aha. Peking. Dej še ti malo Kaj ti primle. je dal Peking? Kaj si odnesel, da se spomniš tisto najboljš? Kaj si doživel ali pa s kakšnimi vtisi si prišel iz Pekinga? Ja, v Pekingu je bilo tako kot lani praktično celo zimo, tudi letos smo lahko zelo opažamo to, ko pride do slovenske skakalne reprezentance, da je že interna borba, kdo bo sploh tekmoval, je bila ogromna in Peking si bom jaz osebno še najbolj zapomnil po temu, da je bilo skoraj težje priti v samo ekipo ali pa na tekmo, kot potem na tekmi dati nekaj od sebe. In največ, kar mi je na koncu olimpijske igre, so mi pustile, je to, da vprašanje, kdaj bo še kaj izredno težkega ali pa me presenetilo v življenju. Je pa res, da praviš, da te nič več ne preseneti, pa ne vem, spoznaš punco ali pa kaj prvijo otroci, da se življenje obrne na glavo, tako da nam raje ne bom zaročenega kruha. Kaj so še druge stvari, ki si jih prinesel s sabo? Tukaj vidimo steklenico modre frankinje. Okus imamo isti, to moram reči. Okus imaš dober, no? Če smo želeli, sem si odločil, da prinesem s sabo pokazati steklenico modre frankinje, ki je dejansko narejena z imenom izbrane trte Ceneta Prevca. Z Vinsko kartel Metlika smo se odločili in stopili v sodelovanje. Iz njihovih lastnih trt smo izbrali tiste, ki rastejo na najboljši legi in zaradi tega tudi izhajajo mi izbrane trte. Zaradi tega, ker smo potem v samo flašo polnili z še najboljšimi grozdi, seveda polke, enkrat dozorijo v sodih, da imamo nekaj dobrega za na mizo postaviti. Pa ti se malo spoznaš na grozdje, a ne? Kaj, agronomijo zdaj tudi delaš, študiraš? To te zanima? Ja, mene skoraj včasih prve stvari zanima v življenju, me že skoraj malo tepe včasih to. Delno lahko tudi tisti razlog, da se recimo že poslavljam v tako, nekateri pravijo, da dokaj hitro za pri moji starosti, ker niso samo skoki področje, ki bi ga v življenju rad razvijal pri sebi, da bi bil izziv. Pri sami Frankini je šlo za neko lepo sodelovanje, podpora en drugega. Kar se pa tiče izobrazbe, ja, pa poleg fakultete za elektrotehniko se trudim dokončati tudi študij v biotehniškem centru Naklo, ki je višješolski za upravljanje podeželja in krajine. Tam je tudi en predmet, če imam prav spominu, povezan z vinogradništvom. Ampak moram priznati, da bom mogel malo večkrat poslušati pri predavanju, da bom kaj pametnega odnesel. Ja, ali pa kar konkretno greš v vinograd, v prakso in je to je še najboljši. No, sicer imaš pa seboj knjigo Umski izzivi, tako da tudi če malo manj poslušaš, si verjetno pol tukaj nadoknadiš. Zdaj to prvo, ja, kot moram sam sebe pokarati, prinesel sem s sabo knjigo, predvsem zaradi tega, ker sem želel pokazati nekaj, kar meni v življenju dokaj pomeni. Se pravi, zelo pogrešam, da dan danes ljudje pozabljamo brati, vedno bolj smo na telefonih. Tukaj pa ni to zdaj, da spet s tem branjem ali pa karkoli. Je ena velika razlika med tem, ko gledamo videoposnetke, pa med tem, ko nekaj beremo. Zaradi tega, ker ko bereš, ti nimaš nobene slike in si možgani sami ustvarjajo sliko v glavi. Posledično se ti tekom let domišljija pa v glavi veliko bolje razvija. In izbral sem pa tole iz lastne police, ker gre še za neke umske izzive, kar pa tudi sam zelo rad počnem. Se pravi, da
delam tudi na miselnih celicah, če se le da. Rubikove kocke. Je podobno. tudi krajši hobi, ampak vse je zgolj bolj v osnovah, sestaviti jo znam, tam se pa zelo hitro konča. Je pa lih ta, da moram sam sebe pokarati, da ja, zelo poudarjam, da je dobro brati knjige, sam sem pa tisti, ki tudi tole sem po parih letih zdaj iz police ven potegnil. Ja. Midva sva se sam zdaj bala, zdaj sva se malo umirila, tako da ne bi slučajno kako stran odprl, pa naj kaj vprašal. Prve strani so kar enostavne, tako da bi lahko začeli. Bomo mogoče izven etra, pa bomo pol se delali, da znamo. Ne danes, ne. Drugače pa ja, slišimo tudi od tvojih kolegov, ko smo koga vprašali, kakšne neke cene, po čem se te najbolj spominja ali pa te imajo tako, na kaj najprej pomislijo, ko slišijo cene prevc. Ja, cene je tiske, kdaj s sabo na trening prinesel tudi knjige in tako, medtem ko drugi kaj takega niso počeli. Ja, srednja šola je bila kar včasih obvezno, da tisti čas, ko si se vozil kam ali v tujino na tekmi, ali samo tiste 40 do 1 ure časa, ki ga rabiš iz Kranja do Planice, da si pač zvezek v roke pa izkoristiš. Bral. Ja, dobro, v nadaljevanju imamo še veliko vprašanj zate. Prej smo že omenili, da prihajaš iz družine, v kateri vas je kar nekaj otrok, 5 otrok, od tega ste 4 skakalci. Mečkem bomo obdelali, kdo s kom najbolj sodeluje in kako to zgleda v takšni skakalski družini, zakaj se sploh vsi s tem ukvarjate. To nas zanima in kako je to zgledalo, ko ste bili še čisto majhni. Še prej pa malo muzike. Ravbarje poznaš, ne? Zelo dobro. A so sosedje? Sosedi ne vem točno, kje živijo, to, ker osebno ne poznam samih fantov, se bolj poznajo tudi s kakšnimi mojimi sorodstvenimi, tako da smo jih že dvakrat imeli na poroki, enkrat preko bend, enkrat so prileteli kot presenečenje. Mogoče bo tudi na tvoje, ne? Tale komad, ki ste ga pa naštimali, pa ko mi čaka, da ga slišim. Obvozen, Leto sem ga pokazal, prijatelj je bil čisto navdušen. Cene prevc. Veseljakov VIP petek. Veseljakov VIP petek. Veseljakov VIP petek. Veseljakov VIP petek. Z Janjo in Nejca. In pa v tem trenutku z nami še vedno skakalec Cene Prevc. Cene, ti prihajaš iz res najbolj znane skakalske družine v Sloveniji in tudi malo širše lahko rečemo, ne? Pa res složi, po moje to rekel. Ja, a ne da? Pa tudi zelo uspešna, ne? Ne samo, da skačete, ampak vsi zelo uspešno skačete. Se pravi, 3 bratje, pa še ena sestra. Vi ste en za drugim rojeni, ne? Imate potem še eno najmlajšo sestrco? Tako je. Ema? Ema, tako je, ja. Ona je rekla, da ne bo skakala. Ja. Zaenkrat še. Izmerno je imela druge želje v življenju, kaj bo počela. Mislim, da smo tudi vključno z nami 3, enkrat, ker raseš gor, kot otrok, vsak teden želiš biti nekaj drugega. En teden boš slikar, en teden boš učiteljica, drug teden boš astronaut, da so ful radi, da bojo influencerji ali pa youtuberji. Mislim, to se za glavo primem, ker to poslušam. Bolj je ta point, da od tistih 15, ki jih je naštela v pol leta, niti enkrat ni, da bi karkoli umenila. In tudi, ki smo jo pol zahedži vprašali, ne, to me pa ne zanima. Je pa sem drugih hvala. Kako je pa pri vas prišlo do tega, v bistvu, da se vsi 4 ukvarjate s tem, pa tudi vaš ata, ne? Mislim, je sodnik. Je sodnik. Zdaj je sodnik. A zdaj je sodnik. Bi si upal reči, da je ata v skoke prišel predvsem zaradi tega, ker smo preko nas je bil toliko vključen v sam šport, da je tudi sam začel se bolj aktivno noter zanimati. Podobno. Ja, je pa po svoje tisti prvi interes prišel ravno iz tistih vaških skakalnic. Tega je v Pogorenskem kar nekaj. Zadnja leta zelo pogrešam to, ker pa ni dosti snega. Mislim, to mora biti vsaj pol metra snega, ki se potem seveda veliko, ki se utrdi, je veliko manj vsega skupaj, ampak to mora tam kakšen mesec, 2 meseca mora obstati. Tega mora pa, biti, ne? Ne vem, zadnja leta sploh ni več. In to so bile nekako te vaške tekme, da so si naredili doma, pa potem bližnja okolica so prišli, skakali so tisti, ki si upal z alpskimi smučami, pa seveda ki je zmagal bil največji frajer, glavni pa bilo, da je bil zraven šank, pa muska, pa da sem imel fajn. Saj jaz si tako predstavljam. Edinič, ki sem to videl, sem bil še čist majhen mulca.
Se pa spomniš tistega trenutka, ki si v glavi rekel, to bi pa tudi jaz, to si pa tudi jaz želim, to pa tudi jaz upam. Mislim, tako kot si rekel prej, pridejo momenti, ki si v enem tednu več stvari želiš, ampak očitno... Ja, zdaj, če na hitro povežem, se pravi to, mislim, da ti na kakšnih teh tekmah skakal, pa je še Petra malo interes in ga je pa Lati raj dal nekam, da to delajo bolj profesionalno pa varno, kot pa tam. Jaz pogibam, da ravno te, kot sva prej izven etra govorila, da verjeten za 6-letnega mulca ne vedel, kam ga dati, ne imel varstva, ga je dal v avto, ki je šel po starejšega otroka v Kranj. In imam eno tisto sliko v glav, ki vidiš tam druge otroke, kako se imajo zelo fajn na snegu, kako se spuščajo dol pa vse, oči, jaz bi tudi to delal. In iz tega ven je pol verjeten zrasel totalen vesele do tega športa. In tudi na koncu v profesionalizem, a ne do tega športa. Ja, seveda. Bil kar nekaj let upet in oktobra smo zvedeli novico, da boš pa pač dal zaključek tej tvoji skakalni karieri. Zakaj? Pa takrat sem zelo poudaril, da me pač ne bo na prvih tekmah, pa da ta misel še zelo rase. Jaz sicer tako, da začel se že takoj, ko so ostali fanti šli na svoje prve treninge spomladi, je mene zelo vleklo bolj v druge izzive, da sem se lotil kakšnih drugih stvari v življenju že malo takrat in zaradi tega tudi potem, ki je prišla zima, ni bilo šans, da bi karkoli se sploh zraven trudil. Me je pa takrat zelo živciral, ker sem želel to, kar se bo sedaj dogajalo. Se pravi, da se poslovim tako, kot je vsakemu skakalcu, sploh slovenskemu želja. V Planici, tam, kodar so skoki doma, da tam pomahamo slovo in nekako ta želja je bila že zdavnaj prej in me je kar malo jezilo, ko si rekel, da te ne bo na prvi tekmi že kar zdaj pa končal kariero. So že delali račune brez krčmarja, pravi, da sem upokojen že skoraj pol leta, v resnici bom pa šele čez kakšen teden. Tudi tega trenutka v Planici se veselimo in bomo nekateri tudi zraven. Ja, res se veselimo. Ja, da te vidimo, kako skočiš še uradno zadnjič. Ja, tako je mišljeno, ja. Pol pa verjetno še boš, a ne? Se tudi zdaj še vzdržuješ to kondicijo skakalsko, pravzaprav je malo drugače vzdrževati, ne, kot pri kakem drugem športu, tako da moraš paziti, da nisi pretežek, da si glih prav za naskakalnico, da si glih prav elastičen, a ne? Tudi če bi šlo par kil gor, ne bilo nobene križe. Nekaj jih je šlo, to je definitivno, ampak veljavno, da že iz dneva v dan se nam telo spreminja in mi praktično, ki ste stalno pri skokih govorili o občutkih, je največja težava v tem, da pri takih manjših spremembah v poziciji telesa, v počepu recimo, ki jih naši senzori tipala sploh ne zaznajo tiste razlike. Se pravi, pač nismo sposobni pri 90 km/h zaznati milimeter različne pozicije in pri meni konkretno je to lahko pomenilo 10 metrov več ali manj, na 140 metrski, kaj šele na letalnici. In zaradi tega res praviš te občutke vsakodnevno jih malo kalibriraš in zame zdaj v zadnjem obdobju bilo predvsem, da sem zdaj zadnje par tednov šel kdaj malo sklepe pretegniti, zadnje 14 dni še na skakalnico, da vidimo, kje smo, zaradi tega, ker se bi šlo tudi direkt na letalnico. Si upam reči, da sem toliko neumen, ampak pa bi bil to en mater, ne? Jaz pa če imeti na skakalnico pa uživati v tistem zadnjem skoku. Drugače pa čestitke cene, da si dobil gor sem kakšno kilco 2, glede na to, da tvoja izbranka je odlična slaščičarka, ne? In verjeten, to je treba vsak dan degustirati, tako da pod isto streho s takim človekom biti je kar izziv, da to držiš. Trenutno še delaš šolo za slaščičarko, tako da bo verjetno, zelo zna že, kakšne tope jo že lepo prosijo, da dela in je takrat, kar mi smo tudi poklicala, veš? A res? Ja. Vprašali, koliko je poješ, se ne. Vprašali smo jo to, kakšen je Cene Prevc, ko ni v zraku. Kadar Cene ne leti v zraku, pa je v bistvu leteč povsod drugje. Če bi kdo videl njegov urnik, bi verjetno dal temu urniku odpoved, ker je res zafilana vsaka minuta in si on res želi maksimalno izkoristiti in tudi doma vedno nekaj najde za delati, res je priden, ampak se poje že kar hicam, da mava najn kavč bolj za okras. Se pravi, se nimaš časa vsesti doma?
Pa ni toliko za ukras skavc, ker počasih igra ta kar dodatna polica, ker ni dosti placa na mizi za vse Odmečemo, papirje, pa se živa. In pa je včasih treba omikati, da se lahko človek sploh gor usede ali pa podobno. Ki ste pa cifro staknili. No, ima pa tvoje dekle, Julija Patricija, tudi eno sporočilo za tebe. Ceneta ni težko imeti rad. Sta pa dve stvari, ki jih pri njemu res cenim, in sicer to, da ko nekaj reče, to drži. In druga stvar, da ne glede v kako težki situaciji se znajdeš, bo on vedno iskal svetle plati in gledal na stvar pozitivno. In v življenju, da najdeš neko tako osebo, je v bistvu to največji zaklad. Ja, same lepe besede, same. V bistvu, Cene, ti si za veseljaka. Ja. Ne, za me malo straha, veš, ker to se bo zdaj verjetno kompenziralo doma, da če me tako hvala, kom doma poslušam. Ja, Cene. Verjetno je bila iskrena, tako da boš doma tudi poslušal podobne komplimente. Ne, jaz zelo rad pol, ker me kdo hvala, hitro obrnem na to v redu, ampak če se kadarkoli spremeni, me kar rad brcem. Cene, prej danes z nami na veseljaku, v nadaljevanju vaju bomo postavili še na vzletišče, Nejca in Ceneta bomo danes naredili en test, da vidimo, koliko lahko skoči en običajen smrtnik in koliko nekdo, ki to res zna. Cene, ne te bi strat, sej Nejc sam tako gleda, Jaz nisem da to zna. huda konkurenca. Veseljakov VIP petek. Veseljakov VIP petek. Z Janjo in Nejca. Ja, to je čisto res in danes z nami tudi skakalec Cene Prevc. No, v tem trenutku pa imam zdaj ta moja dva fanta, Nejca in Ceneta na odru. Zdaj vsi tisti, ki imate televizijo Veseljak prižgano, lahko to vidite. Za druge bomo pokomentirali, kaj se dogaja. Nejc je zaželel, da se preizkusi v tem, kako gre njemu skok v daljino in kako gre profesionalcem. Cene Prevc, njegov konkurent. Jaz upam, Nejc, da bo šlo v zadju krasne planjave pod poncami, krasne. Jaz mislim, da se Cene dobro počuti. Cene, ne bom pa pravic povedal, kdo si je to zaželel, da jaz skačem s teboj, ne? Ampak vse glih, sem sprejel izziv. Da te malo pomirim, tudi jaz ne maram toliko skoko daljino, ker v temu so me vsi preskočili, tako da... Okay. Ja, zdaj, tudi, da veš, jaz rad na treningu potreniram, ne pa takole, ko pridem kam v goste. Trening je za danes že oddelan, ampak bova tele probala, tudi same daljave, ki gledam, so kar zanimivo postavljene. No, jaz še nisem ogret, tako da te lahko pomirim. Ampak sem pa dober skakalec v daljino. Ampak bolj spočite noge, veš, to je pa pri eksplozivnosti pušte. Smo pa tudi stave pobirali na Veseljaku, ne? Jaz sem stavil, da boš ti skočil največ 170 cm. Janja je pa simbolično, oziroma pa tudi upa verjetno, da boš skočil 254 cm. 254 bil pa tudi metrov nov rekord, ne? Ja, če sam spremenimo, je to že nov rekord. Velike upe polaga vate. Jaz verjamem vate, Cene. Zdaj te bom pa jaz prosil, Cene, da ti primeš moj mikrofon. Zmenjeno. Da se jaz še uradno razbijem tlele pred vso vesoljno Slovenijo. Ne bomo povedali, koliko smo se postavili, da bo Nejc ne skočil. Čakaj, malo ti trener zamahne. Zdaj se pripravlja Nejc na skok. Trener zamahne. Tak mal, da se skoncentriram. Ja, Nejc je praktično izmeril samega sebe. Se pravi, tukaj, če smo natančni, no tiste je 2 cm ti lahko še dava, se pravi 172 cm. Bravo, Zdaj pa jaz tale pripravimo progo še enkrat, malo poribamo. Nejc, boljši si bil, kot sem mislila. Boljši sem bil, ne? Ja. Zelo dober sem bil. Pozitivno mislim. Veš kaj, najprej treba verjetno sprazniti žepe, ker ne je kar malo težje to izvajati. Balast je zdaj sprazno iz sebe. Tako je. Evo, predam mikrofon. Greš še na WC prej, ali? Ja. No. Cene bo zdaj skočil, zdaj se je pretegnil, dvignil je roke in se skoncentriral in skočil skoraj do tja, kar sem jaz rekla. 254! Je!
No, bodo kar pošteno. Ajde, 52. Ja, tole mora gledati, ne vem, če je 50, 49, 50, skoraj. Ti si pa strog do sebe, Ja, Madonna. seveda, tako pa gremo. Prita vidva sem nazaj na Dva- odgovor. Se reče Lepo video poznava. meritve, a ne? Aha, ja, tega pa še nimamo na veseljaku. Ko naslednjič prideš, bomo imeli že vse to zrihtano. Prita nazaj na zagovor, da se pomenimo. Današnji VIP gost je Cene Prevc. O, ja. In kar fajn leti, tudi brez smuči. A si že kdaj skakal proti 100-kilskemu skakalcu? To nisem čisto prepričan. No, imamo pa recimo enega zdaj, ki je praktično pri 40 letih se odločil pa šel skakati. In mi je zelo lepo, ker mi rečem, evo, tle imaš dokaz, da se tudi kot rekreativno s tem ukvarjati. Se da. Tako da vabljena oba dva, če Par da. sto Hvala zamilah. lepa, hvala. Niti nimam nekega potencijala, po mojem mestu. A lahko eno? Ja, za svetovni pokal je res malo težje. Za ampak smučke bi za bil dober nositi, a ne? skakati- Ne, tudi za skakati bi bilo čisto v redu, ampak ja, do tistega vrhunskega športa bi bilo pa treba tudi malo še druge stvari popraviti. Ampak Cene, tako iskreno, verjetno skakalce spodbujajo, da kaj točno morate jesti. Imate jedilnik, profesionalni skakalci, najbrž veste točno, koliko lahko jeste, kaj, kdaj. Mislim, tako si mi predstavljamo. Je res tako, če ne popravi. Ja, zelo je tako, da jaz ta prvo moram reči, da ki prije do jedilnika sem jaz ta najslabiji, ki se ga lahko vpraša glede tega. Ja, v redu. Pa kako drugi delajo? Ne, tudi predvsem je, da zelo tako je za vsakega posameznika. Ni tele, da je zdaj skakalna prehrana karkoli drugačna od druge športne prehrane ali pa od prehrane vsakega navadnega Zemljana. navadnega zemljana, recimo, ampak velja tisto, da moraš poznati svoje potrebe, kaj tvoje telo potrebuje, kaj ne, kaj je tebi všeč, je dosti zelo pametno vključiti, ker recimo jaz konkretno sem v enem momentu pogruntil debel, ker sem se omejal samo slabe je bilo in pa si včasih raj kaj več dovolj, bolj je bilo pol pomembno, da si spravil ven. predvsem zaužil to, kar je tvoje telo tisti dan Psiha potrebovalo. naredi tudi svoje, verjetno, ne? Zelo. Pri tej stvari. Ali lahko vprašam, kako to zgleda, ko človek stoji na skakalnici, na vzletišču? Na planici. Recimo, da smo v planici. Držiš, tam sediš, zgoraj sediš, mi gledamo, kaj se bo zdaj zgodilo. In si vedno si predstavljal, vse jaz, tako jaz ne vem, kaj si vi predstavljate, ampak jaz si vedno predstavljam, kaj si mora ta človek zdaj misliti v glavi. Kaj se v njegovi glavi dogaja. A zmolite prej enoče nas, jaz bi verjeten, ne vem, vse zdrave Marije, rožen ven, trikrat okrog, pa bi se obrnila, bi šla nazaj dol. Peš, seveda, ne skočiti. Kaj pa vi naredite, kaj ti konkretno? Tuhtaš, sam da nam se izkoka za Krkno. močo ali pa karkoli. ne. To je tisto, kar je bolj, ampak že če rečemo točno te besede imaš v glavu, pa si že za močo. Ker večino krat je tako, da tisto, kar razmišljaš, tako, ker ne predstavljaš si roza slona zelo v glavu, imaš točno to v glavi. Je. Isto je, ki pride do ene te psihologije v športu. Ti si ne smeš predstavljati, kaj na skakalnici ne smeš narediti, ampak kaj boš Moraš naredil. narediti. Večino, krat ima skakalec na rampi pozornost na tisto glavno stvar, ki ga potem usmeri, da cel skok izpeljete, ki ga more. Pa si, ki si ta prvič stal na planiški velikanki, prvič, ki si šel na to vzletišče, a si rekel mogoče sam pri sebi, ma dejte se, jaz imam, ne grem tle dol. Kako je bilo to prvič to? Predstavljaj si, da mi 10 let raseš in raseš, gledaš tiste legende, ki se že lahko spuščajo. Pol si že to, ti sam pri sebi ne že verjameš, da počasi boš tudi ti končen lahko šel gor. In je lih kontra, spuščite me že, jaz ščem preskakati. Ja, isto verjetno, kot so si zdaj želele punce, a ne, ki so končno lahko šle skočiti na letalnico. Ja. To je bila res njihova velika želja. Vem, smo bili lani v planici in so same rekle, da čakajo ta zgodovinski trenutek, ko jim bodo končno dovolili, da grejo do tone, da si to strašno želijo in letos se je to zgodilo. Zelo res. Kako ti gledaš na ta dekleta, ki jim je zdaj končno uspel? Si spremljal? Bom kar isto besedo uporabil, končno. Sicer sem zelo vesel, na kakšen način so to zapeljali, ker iskreno me bo mogoče zdaj kakšna punca malo po stran pogledala, ampak da bi delali tekmo svetovnega pokala, to se po moje ne bi najboljš končal, ker peljali so tistih najboljših 15 posameznic v tistem momentu, se pravi 15 najboljših skakalcev v zadnjih 14 dneh.
S tem so pa naredili tisto mejo, da so res šle take, ki so v tistem momentu bile najbolje pripravljene. In posledično smo imeli en čudovit ženski zaključek poletov in zgodovinske polete, ker so res odskakale, ker se zagre, varno. In kar sem predvsem poudaril zadnja leta je, da so končno to izpeljali, ker mi ni bilo pošteno do teh najboljših posameznih v ženskem športu. One so bile praktično pred svojim športom. Bile so boljše, kot pa je bil cel razvoj športa, ki še ne dopušča tekme vseh 50 gor. Ni mi pa pošteno, da če si ti v nečem tako dober, da ti to ni omogočeno. Tudi punce si svoje mislijo o vas, fantih, skakalcih, ki vas spremljajo. Konkretno Niko Križnar smo ulovili na, veš, kje so zdaj, a ne? Zelo dobro vem, kje so zdaj. No in tudi Nika Križnar je nekaj povedala o tebi, Cene. Tam se že tako poznamo preko skokov, itak spoznajo, predvidevam pa, da sem jaz bila po mojem tista ta prva, ki sem pristopila do njega kot mehna punčka in prešala za podpis, še prej sem začela skakati, tako da tam se poznamo, se razumemo, smo dobri prijatelji in vzor marsikateremu otroku, kar je naredil, kar je spisal tudi sam neko lepo zgodbo za sabo. Mislim, da je lahko zelo ponosen na sebe, pa da je odraščal v taki super družini Prevc, tako da res lepo jih je spremljati kot celotno družino, posebej je bilo tudi njega. Lahko zdaj tudi rečem, živijo Cene v studio. Ja, živijo Nika nazaj, držim pesti za danes popolne, sicer upam, da bo moja Nika, se pravi, sestra boljša. To je pač, žal tako je. Za obedvi pa upamo, da vam danes na zadnji tekmi ženske sezone uspe, makar da so vse naše spredaj. Če le gre, moram pa reči, da marsikateri kompliment, ki ga je zdaj podala, bi lahko v momentu vrnil. Krasno. Ja, krasno. No, v nadaljevanju slišimo slovenske zvoke in Timija Zajca v Planiški polki, in gre pravzaprav za tvojega kolega. Verjetno večkrat raztegnete tudi kako harmoniko skupaj in se poveselite, a ne? Spodobi se in pravično je. Bi jo lahko večkrat, ampak nekako se ne najde tega časa, oziroma si ga ne vzameš. Ja. No, upam, da letos to popravite. Današnji VIP gost je Cene Prevc. Ja, in ker smo si ga lahko, pa smo si ga prvoščili kar za celo uro, Cene. Res hvala, da si se odzval našemu vabilu. Poglej, ura hitro teče, ne? Zelo. 1 ura nam je kar fajn hitro minila, no, ampak še tole ti moramo povedati, Janjo, da ko so tvoji skakalski kolegi izvedeli, da si ti na veseljaku, ne, predvsem starejši, so ti pa tudi bili pripravljeni dati eno sporočilo in malo povedati, kakšen je Cene Prevc, kako so ga videli na začetku. Jernej Damjan nam je dal izjavo. A Damjana ste Ja. No, Poslušaj, kaj prav Jernej. Kako se spominja Ceneta na začetku? Kako se spomnim Ceneta na začetku? Cene je kar nekaj let mlajši od mene, tako da jaz sem takrat že bil v reprezentanci in v bistvu se ga najbolj spomnim, ki je prišel kot mlad tekmovalec v ekipo na svetovnem pokal in je imel skozi sabo kakšen zvezek ali pa kakšno knjigo, pa zelo je bil tak, bom rekel, misleč. Vedno so bile kakšne pogovori o kakšni fiziki ali matematiki, tako videli se je, da je malo drugačen. In na koncu je dokazal, da je tudi drugače zelo dober skakalec, ne? Kdo bi si mislil, a ne? Ja. Ni bilo šlo, ja. Jernej, kaj pa želiš Cenetu na njegovi nadaljni poti? Cene se je od, bom rekel, začetka, ki je prišel v ekipo, pa do zdaj kar dobro spremenil in to predvsem na boljš. Tudi na začetku je bil čist fajn, ampak zdaj se mu vidi, da je fant odrastel in da je prav en tak, bom rekel, face dec. Tako da jaz mu želim na nadaljni poti, Cene, v glavnem, saj veš, pridem bod to, kar si, pa bistvo je, da ti rata uživati v življenju tako, kot si užival do zdaj. No, hvala, Jernej, enako. Priden bod ti je rekel, kakšna pa je res tvoja pot v prihodnje. Si že prej omenil, da pred nami je Planica, naslednji vikend, in to bo tvoj zadnji uradni skok oziroma let.
Kaj pričakuješ od tega dne, kaj pričakuješ potem, kakšni so tvoje načrti dejansko za naprej? No? Zelo ne pričakujem neki ful, predvsem ne obljubljam preveč, ker ponavadi sploh v času planice to je en kep direndaja, sploh ker je to tako velik dogodek, ti pridejo poznani obrazi iz še vseh drugih širših krogov, ki drugače v skokih sploh niso vpleteni in kadarkoli mi kdo reče, da bo v planici, jaz se Kevin mora rečem, obljubim ti nič. Tega, ker pa bom kar naenkrat dal 200 obljub, a samo 3 naenkrat lahko izpolniš. Kako se pa dejansko skakalci v planici počutite, ko tam skačete? A je to nekaj več? Se čutite to podporo Slovencev, ki spodaj navijajo? Slišite, ki vpijajo od spodaj, ki vpijemo, pa jokamo, pa se deremo? Jaz zelo, kar malo strogo, pa kakšen bo zelo žalen rečem, da zame je, ko prije enkrat do samo striktno športa, mi vse gliha je un džumbo spodaj, ali ne, ker prijaš na skakalnic, imam svojo nalogo za oddelati, pa da gre čim del. Je ta fokus. Moram pa priznati, da ja, tudi tekom jaz sem eden tistih, ki sem se na rampo usedel, sem vse une navijače odmislil do pristanka. Moram pa priznati, da lanski let, ki si prišel po 4 mesecih, še olimpijska sezona, v planico, ma ni bilo enega skakalca, ni bil vsaj delček malo utrujen. Pa enkrat vidiš vso to norijo spodaj, vse te, ki so prišli zaradi tega, da bojo tebe in ostale gledali, jaz sem pozabil, da sem zmatan, mislim, kar naenkrat se ga začel še bolj metati. Cene, ja, tudi mi smo v tvoji družbi pozabili na uro, ampak naš čas preganja. Ja, najlepša ti hvala, da si se oglasil, da si nas počastil s svojim prihodom na Veseljaka. Veseljaki smo športni navdušenci po duši, še sploh pa, ko gre za skoke, za planico in verjamem, da te bomo spremljali z navdušenjem tudi prihodnji teden. Ja, hvala vama za vabilo sem, hkrati pa vaju in vse, ki nas zdaj poslušajo, predlagam, da se vsaj z očmi ujamemo v živo v izteku skakalnice. Pa tako, kot smo že prej omenila, ne, da bi vsaj tvoji zadnji skoki, ki boš opravil uradno v planici, se končali s harmoniko, Timijevo, od kogarkoli že, in da se boš tudi ti poveselil, tako kot se zagre, in čestitke za vse tvoje uspehe, ki si jih naredil do zdaj in nam koliko veselja si dal s tem, kolikrat smo jokali zaradi tebe, se veselili s tabo, čestitke in hvala za vse. Hvala. Hvala. Veseljakov VIP petek.